Junija 1752 je ameriški znanstvenik Benjamin Franklin promoviral svoje raziskave elektrike z izjemno nevarnim poskusom, v katerem je med nevihto spuščal zmaja. Na osnovi teh poskusov je Franklin izumil strelovod ter ugotovil zvezo med strelo in elektriko. Franklinova opažanja so pomagala kasnejšim raziskovalcem, kot so Michael Faraday, Luigi Galvani, Alessandro Volta, André-Marie Ampère in Georg Simon Ohm, katerih delo predstavlja osnovo sodobni elektrotehniki. Pomen dela Faradaya, Volte, Ampera in Ohma je družba priznala s tem, da se po njih imenujejo osnovne enote električnih količin. V 19. stoletju in začetku 20. stoletja so delovali velikani elektrotehnike. Nikola Tesla, izumitelj indukcijskega motorja in osnov distribucijskega omrežja za izmenični tok. Samuel Morse, izumitelj telegrafa. Antonio Mucci, izumitelj telefona. Thomas Edison, izumitelj fonografa in električne žarnice. George Westinghouse, izumitelj električne lokomotive. Charles Steinmetz, teoretik izmeničnega toka. V 20. stoletju je električni tok prešel v splošno rabo. Elektrika je tako ena od glavnih oblik energije, ki poganjajo sodobni svet. Nahajamo se pred kulturnim domom v Kameniku, kjer bomo videli še enega od možnih načinov dela elektroinštalaterja. Če ste pričakovali, da mogoče v prostem času deluje kot igralec, ste se verjetno malo zmotili, a ne, Erik? Ja, tako je. Če ste bili kdaj v gledališču, kar tale kulturni dom za nama sigurno je, verjetno veste, da je tam veliko luči, ozvočenja, tudi inštrumentov, ki potrebujejo energijo, elektriko, in ta človek, elektroinštalater, poskrbi, da je predstava brezhibna. No, zdaj pa z nama Goran, oziroma ta oseba, elektroinštalater, ki je zadolžen tukaj za to, da tale kulturni dom v Kamniku, ki je bil zgrajen leta 53. leta, ja. Se, če govorimo ravno o inštalacijah, leto 53, verjetno povsem druge luči, povsem drugo ozvočenje. Kaj so bile tiste glavne razlike, ki so se spremenile, kar se inštalacij tiče? Ja, koncept, recimo pri lučeh je največja razlika od leta 53 do zdaj. Koncept osvetljevanja prireditev se je popolnoma spremenil. Včasih je bilo večinoma luč od spredaj, par reflektorjev je bilo praktično dovolj. Ni bilo, tudi sami režiserji gledaliških iger so delali bolj na dialogih, na sami igri, ni bilo toliko odrskih efektov. Torej se zelo veliko usklajujete in vi in inženir med seboj, ali kako poteka ta komunikacija? Začetek komunikacije se začne pri investitorju in projektantu. Najprej se ona dogovorita in bolj, ko se dogovorita, lažje potem za izvajalca. Ker je projekt bolj konkreten, bolj natančen in največji problem pri vsem tem je, če pride, ko se projekt dejansko izvaja, da pride do nekih sprememb, to je največji problem pri tem poslu. Tehnologija gre toliko navzgor in seveda je velika razlika. In zato tudi, ker je toliko več luči, ker je toliko več enih protokolov različnih, ki te luči krmilijo, se morajo tudi inštalacije predvideti drugače. Ste vi načrtovali postavitev teh luči, vaša ekipa pod vašim vodstvom, je to v bistvu tudi delo, recimo temu, rekli ste, delate več del naenkrat, tudi delo elektroinštalaterja v tem primeru, da ste naredili ves načrt, postavili? Konkretno tako. Do leta 2002, ko se je takrat delali, takrat mi ni bilo naše ekipe še zraven, bil sem samo jaz, ki sem nekako svetoval, kakšne luči bi se rabile in tako naprej, s tem, da mi niso prav veliko poslušali takrat. Potem smo mi to dobili v upravljanje in jaz sem potem kot tehnični vodja Doma kulture predvidel nadaljne stvari, izvedba teh inštalacij pa ni bila v naši, bom rekel, domeni. Mi poskrbimo, da oprema, ki je namenjena temu, da se vgradi v samo zgradbo, da omogoča funkcija, ki jih stranka oziroma naročnik želi, je v bistvu naš posel. Njihov posel pa je, da te naše skice znajo sprovesti v praksi. Načrt razsvetljave je na enem listu, načrt luči je na drugem listu, načrt
šibkotočnih inštalacij na tretjem mestu, tu samo zaradi lažjega pregleda. Ker bi bilo na enem načrtu preveč informacij. Tako in bi bilo vse ščečkano in se ne da razbrati iz tega. In tukaj zdaj, kot vas razumem, morate vi znati brati, kaj pomeni 90, kaj znakati. Tako, najprej, pri samem načrtu najprej pomembno orientacija načrta, da se orientiraš, kako je v prostoru dejansko. Potem recimo na načrtu in na vsakem načrtu je merilo, ki je zelo pomembno, zaradi tega razporeda, da se da to prenesti v prostor. Prejle sem se sprehajala mimo ene gimnazije in sva malo gimnazice poprašala o tem, koliko vejo o elektroinštalacijah, o elektroinštalaterju kot poklicu. Pa smo ugotovili, da vsi skupaj zelo malo vemo, tako midva kot dijaki. Pa me zdaj zanima, kaj pravzaprav predstavlja poklic elektroinštalaterja? Ja, tako, elektroinštalater ima v bistvu bolj fizičen del našega poklica kot recimo nek inženir. Tako da je na terenu je treba kar poprijeti za marsikatero delo. Jaz sem sicer pričakovala nekaj malo bolj romantičnega, ampak sej verjetno smo to zdaj prezentirali zato, da bomo razložili, kako zvok poteka. Goran, tole zveni kot nekakšen orkester, je pa to v bistvu samo ena enota, synthesizer, ki deluje na elektriko. Ja. Vidim tukaj 3 kabli samo. Ja, lahko bi bilo še kakšen več, ampak načeloma tokle kablo je nekako najmanj, da ta stvar da nekaj iz sebe. Kot vidiš, kot vidite, ni nobenih zvočnikov na njem. To je pač en od synthesizerjev, pač jih je milijon na svetu. Prvi kabel pripelje v ta synthesizer noter elektriko, da on sploh lahko dela. Tukaj te 2 kabla pa vzameta signal ven iz njega. Doma imamo recimo zvočnike, poslušamo radio, so zvočniki preklopljeni že direkt na radio, zakaj mešalna miza? Doma jo nimamo recimo, ne? Zato, ker predvideva več virov, se pravi, tukaj bi mi lahko dali še gor mikrofone, recimo konkretno tukaj 4 mikrofone, pa še 2 klaviature zraven. In potem se to zmiksa, rečemo, se pravi, vsak kanal se regulira, koliko glasnosti hočeš, da gre naprej. Potem gre pa iz same mize, gre pa do zvočnikov, ena sam kabel oziroma 2 levo, desno. Se pravi, to je potem iz množice kablov, če bi imeli tukaj še več sintov skupaj prežganih, potem bi šli samo še praktično 2 kabla do zvočnikov in potem dobimo to, ko odpremo mešalno mizo, dobimo zvok. Če zapremo mešalno mizo, se pravi glavni voljum, zvoka ni. In tukaj kot vloga večopravilnega elektroinštalaterja je ta, da v bistvu zbereš vse te kable, jih pravilno priklopiš, jih povežeš tako, da pridejo do zvočnikov iz mešalne mize in synthesizerja in potem poskrbiš tudi za zvok, da je čist, da v bistvu gledalci uživajo. Ja, moja naloga pa moje ekipe, ki smo tukaj, in to je seveda v vsakem domu kulture ali pa v kakšnem zavodu, kot je Cankarjev dom, kjerkoli, imajo svojo tehnično ekipo. Mi, ki smo majhen dom kulture, tukaj v Kamniku, imamo seveda, nas je tehnikov, smo 3 samo, Cankarjev dom jih ima verjetno veliko več, mislim, sigurno veliko več. Ampak naša glavna naloga je ta, da ko pridejo izvajalci k nam, da jim mi poskrbimo, da njihovi inštrumenti, da so mikrofoni, da vse to, da to dela. To je tvoja glavna naloga kot tehnik v enem takem domu. Se pravi, ti imaš odgovornost do dogodka, zato, da nekdo, in do ustvarjalcev, se pravi, da nekdo, ki pride, ki je, vadil eno predstavo, eno leto, ali pa en band, ki je vadil, ne vem koliko časa in ne vem, kakšni so, da jim tehnika dela.